Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji Prve lige Telemach, prisrčen pozdrav zdaj še z komentatorskega mesta. Ogreli smo vas s studijskim delom za tale obračun med Mariborom in Domžalami v Ljudskem vrtu. To je predzadnja tekma četrtega kroga. Včeraj smo že videli, kot smo ugotavljali tudi v studiu, dva obračuna, vse skupaj pa se je začelo v petek, ko je Olimpija z 2:0 ugnala Primorje. Priložnost, jasno, za nekatere igralce, ampak lahko pa vse skupaj. Tu zdaj morda vseeno priložnost za mladega Grlića. Grlić ima priložnost in gol! Blizu je bil mladenič že svojemu prvencu na tekmi z Botevom, potem pa je dočakal priložnost v začetni postavi, tudi za voljo seveda tistega pravila mladih nogometašev, in kako je priložnost izkoristil. Videli smo, da je bil Ajdin Mulalić na tleh v prejšnji sezoni, Mulalić z nekaj fantastičnimi predstavami v dresu Rogaške. No, sezono v dresu Domžal pa začenja s tem, da ga je ugnal 17-letni Niko Grlić. Tule je šel iz gola, Mulalić žogo spustil, katastrofalna napaka Ajdina Mulalića. Šturm je tu dobro poiskal rešitev na sredini, pa Kambić v kazenski prostor. Tule je delovalo celo, kot da je šlo za igro z roko. Domžalčani sicer niso protestirali, nihče. In odhaja na ogled posnetka Martin Matoša, tudi naš mednarodni sodnik v prejšnji sezoni, ko je v spomladanskem delu dobil priložnost, da je delil pravico na večnem derbiju. Veliko pohval zanj, tule smo videli nerodno posredovanje in povsem logično 11 metrovka. Tu se sicer vseeno odpira vprašanje, kako 12. minuta, Šturm ali Jug. Daniel Šturm mimo gola, zapravljena, pa lahko rečemo kar najlepša možna priložnost. HB Jug ostaja nepremagan, tam je zdaj zavrela kri, Offenbacher je pristopil. Šoštarič Karič, krasno Božič, lep sprejem in tudi obrat, pa zdaj še krasna finta, podajo v srče kazenskega prostora, spet je bil nevaren Grlić, Jakupović do odbite žoge in gol! Arnel Jakupović, 26. minuta, Maribor vodi z 2:0. Ja, če je bil dolžnik evropskih tekem, pa je Arnel Jakupović tu zdaj dosegel zadetek, tako da nadaljuje v svojem slogu Prvo ligo Telemach. Tudi sicer v slovenskem državnem prvenstvu bo Jakupović v tej sezoni moral narediti korak naprej na tistih, če lahko uporabim ta izraz, večjih tekmah. V prejšnji sezoni Jakupović vse do konca v boju za kralja strelcev, 17 golov je dosegel, v izdihljajih sezone ga je na koncu prehitel Aljoša Matko. Ter podaja proti Janu Repasu, veliko prostora je imel Jan Repas za tole odtekanje. Pa še en zaključni strel, tokrat Redvana Burleja, ki še čaka na svoj prvenec. Seveda lahko na tem položaju bolj domač. Tretji igralec že na desni strani obrambe danes pri Mariboru je Feta, ki je tu šel ostro v nasprotnika, ampak prekrška ni bilo. Matoša je takoj pokazal, naj se igra nadaljuje. Atletsko Mvankvo, ki je posredoval v pacu. Barišić bo počakal tudi na znak Matoše. HB Jug pa gre preveriti. Prišlo je do kontakta, tule je seveda spet vprašanje, koliko je to tista jasna, očitna napaka, koliko sodnikov bi se tu odločilo, da pokaže na belo piko. Martin Matoša bo pokazal na 11 metrovko, 82. minuta. Ali se lahko zdaj rumena družina vrne v igro? Da, gol, Mario Krstovski. Dve proti ena, mudi se Domžalčanom, ob robu sta pripravljena
Rene Prodanović in Flavio Junčaj. 84. minuta iz igre Edvin Krupič. Kdo bo še šel iz igre? Prosti strel za Maribor, Barišić je pri žogi. Poiskal je Feto, Feta ima veliko prostora. Feta in gol! No, zdaj pa je tekma odločena. Zadev je Arnel Jakupović v 92. minuti za 3-1. Dobro so izkoristili veliko luknjo na levi strani domžalske obrambe Mariborčani. Feta je šel v prostor, Barišić ga je našel. Ja, videli ste slavje Arnela Jakupovića. Arnel Jakupović je pokazal glavnemu sodniku, kaj naj gre pogledati. Da naj gre ob rob igrišča. Tu je tvegal tudi rumeni karton. Takole je Barišić iskal Feto. Mariborčani so Jakupović za Barišića. Barišić za 4-1. No, zdaj bo odleglo Maksu Barišiću. Danes je vstopil s klopi. To je bil, pa upam si trditi, trenutek, ki ga je še kako potreboval za dvig samozavesti. To bo dobra novica tudi za Anteja Šimundžo, ampak zelo slaba novica pa je zdaj zaključek tega obračuna za Erika Merdanovića. Domžalčani so prišli do gola zaostanka v 82. minuti. Zdelo se je, da so Mariborčani zelo živčni, da bi to lahko rumena družina celo izkoristila. Ante, čestitke za zmago po otvoritvi v novo sezono v prvi ligi Telemach. Precej kaotična tekma, na koncu pa visoka in se lahko vsi skupaj strinjamo, da zaslužena zmaga Maribora. Zaslužena definitivno, ker smo bili v polju boljši. Pomeni, 3 točke so na računu, tako da gledamo v prihodnost. Kako bi morda na kratko povzeli te uvode v drugi polčas? Že na obeh evropskih tekmah se je to zdela manjša težava Maribora in tudi danes se je zdelo, da so Domžalčani začeli bolje, ampak na koncu vas to ni kaznovalo. Ne morem se strinjati z vami, ker drugi polčas v Plovdivu je bil zelo dober. To ste verjetno malo drugače zamenjal. Polčas tukaj je bil slab začetek, se strinjam. Tako da od 3 tekm sta 2-krat šli, kar že tudi ni v redu. Slabo v drugi polčas, tako da v temu to nič takšnega ni, da bi to bil problem v trenažnem procesu, ampak to je enostavno problem, da moraš dojeti, da se tekma igra od prve sekunde začetka tekme in od prve sekunde o polčasu. Tako da to je ena stvar, katera je v glavi potrebno vsak pri sebi razčistiti. Kako pa bi komentirali reakcijo vaših fantov ob pozno prejetem golu za približanje Domžalčanov? Ni bilo potem neke panike, da bi nasprotnik pritisnil, vi ste dosegli še 2 gola. Fanti so odgovorili za igro, dosegli 2 zadetka, bili smo še v tem segmentu igre na višjem nivoju kot nasprotnik in to pomeni, da je tisti temelj, ki smo ga postavili, manjši korakec naprej. Hvala in srečno nadaljnjo sezono. Hvala lepa. Erik, debi v prvi ligi Telemach sem verjetno ni šel, ampak morda bi se lahko tekma odvila drugače. V prvem polčasu se zagotovo bili krivci sami za 2 prejeta gola, pa še zgrešena 11-metrovka. Potem pa v drugem polčasu dober začetek, prvih 15 minut ste zagotovo prevladovali, potem pa 11-metrovka, ki ste jo zadeli, vam ni dala zagona, da bi morda napadli za izenačenje. Kako bi vi ocenili vse skupaj? Ja, kot ste že sami povedali, mislim, da prvi polčas po 2 naših individualnih napakah 2 prejeta zadetka. Med goloma smo imeli opcijo, da se vrnemo nazaj v igro. Nažalost nismo zdeli 11-metrovke, tako da s prvim polčasom ne moramo biti zadovoljni. Drugi polčas smo se zmenili, da bolj strnemo vrste, da probamo
Maribor pritisniti, koliko je pač šlo. Jaz mislim, da nam je to dobro uspevalo. Na koncu 11 metrov pa še ena popolnoma zasluženo. Na koncu pa ja, zadnji 2 trenutke mogoče malo ta mladost oziroma naivnost, prepoceni 2 prejeta zadetka. Ampak jaz, kot ste sami že dejali, mislim, da v drugem polčasu je veliko dobrih stvari, tako da zdaj nas čaka počitek, regeneracija pa priprava na novo tekmo. Je bila tudi kar precej kaotična tekma okoli vsega, kar se je dogajalo s pregledi VAR-a, z razveljavljenimi goli tudi za Maribor. Kako vi vse skupaj to ob robu igrišča doživljate? Poskušate biti mirni, se vpletati v to? Ja, mislim, odkar je VAR, tudi igralcem sem povedal, da neke pretirane živčnosti oziroma kamere so, vse se vidi, vsaka akcija je posneta, tako da če pride do kakšne stvari, v tem primeru 11 metrovka igranje z roko, da se to potem vidi in ni potrebe za neko nervozo oziroma živčnost. Še za konec omenili ste, da ste videli veliko pozitivnih stvari. Kaj so te pozitivne stvari, ki ste jih videli, ki vam bodo koristile za nadaljevanje sezone? Nenazadnje je še dolga, še 35 tekem. Definitivno, ja, kot ste sami želeli, še 35 tekem, definitivno so te mladi igralci. Niso pokazali nekega strahu pred tako lepo kuliso odigrati tekmo, pa smo se zavedali kvalitete Maribora, tako da zdaj imamo, kako sem rekel, dobrih 5 dni priprav na Muro pred domačimi navijači in upamo, da bo rezultat v našo korist. Veliko sreče in hvala. Hvala. Niko, najprej iskrene čestitke za vaš prvenec in pa nenazadnje tudi za zmago. Morda je na trenutke oziroma v končnici izgledalo, da bi lahko bila tekma bolj napeta, pa ste jo uspešno rešili, na koncu prišli do visoke zmage, ki bi morda lahko bila še višja, vmes tudi kar nekaj kaotičnih trenutkov. Kako vse skupaj ste vi doživljali? Pa ja, hvala za čestitke. Nič se mi zdi, da prvi polčas smo dokaj ok odigrali, smo imeli kontrolo, pol v drugem polčasu pa ne vem, par sodniških odločitev, ne vem, nisem si še enkrat pogledal, ampak si moram, ampak ok, tekma išla malo izpod nadzora, ampak ok, na koncu smo dali še 2 gola in zasluženo zmagali. Pa tudi to je nek dokaz psihične stabilnosti moštva, da vas vsi ti kaotični trenutki, ko je bila tekma napeta po domžalski 11 metrov, ki niso vrgli s tira in da ste na koncu na tako odločen način prišli do visoke zmage. Ja, seveda, ekipa ima karakter, imamo zmagovalno mentaliteto in to se mi zdi, da je bil ta ključ, ki nam je uspel pripeljati tekmo do konca. Hvala in srečno v nadaljnji sezoni. Mario, na koncu tisti gol, ki je dal priključek Domžalčanom za morda zaključni pritisk v končnici tekme, ni pomenil nič. Kaj se je zgodilo na koncu, da ste tako popustili, da ni bilo tistega napada za izenačenje, temveč visok poraz na koncu v Ljudskem vrtu? Pa ne znam, eto, bili smo malo bliže da uzmemo bod ili možda bi preokrenuli da nije se desilo to na kraju, da primimo 2 nesrećnih gola. Eto, ne znam šta da kažem, trebamo vidjeti, analizirati te golove pa da odlučimo, možda, ne znam. Verjetno tekma ni bila izgubljena v končnici tekme, ampak v prvem polčasu po tistih 2 napakah in že prvi zapravljeni 11 metrovki. Pa da, nije bila izgubljena tekma. Imali smo mi par prilika, eto, nismo iskoristili penal prvo poluvreme, možda to bi okrenulo igro, bilo je sve drugačije. Tu mogu da kažem da nismo imali sreću, ali eto, na kraju smo bili blizu. To je, izgubili smo. Če morda za konec hitro še tisto pozitivno smernico potegneva iz tekme. Uvodnih 15 minut drugega polčasa ste izgledali dobro, ste napadali, ampak v tisti fazi tekme niste uspeli doseči gola. Je morda zmanjkalo tam, da bi kaj več lahko odnesli? Pa da, malo je falilo ono završni pas, da neka realizacija malo više. Eto, trebamo obrati pažnju na tome, da radimo malo više i da se potrudimo da one prilike što imamo da iskoristimo što bolje. Hvala in srečno na nadaljnji sezoni.